Lepo pozdravljeni in dobrodošli v novi sezoni prve nogometne lige Telekom Slovenije. Prva priložnost v novi sezoni je pripadla nogometašem Celja. Novopečeni član Celja, Ahmedi, je takole podal do Žureja, vendar je bil na pravem mestu Ranilović. Po prostem strelu pa se je nekdanji vratar madžarskega prvoligaša izkazal. Najprej vrhovec poslal natančno žogo v sredino, kjer je bil Verbič odlično postavljen, je bil Ranilović na pravem mestu. V nadaljevanju so Celjani poizkušali še enkrat, tokrat je streljal Bajde, potem pa je v 23. minuti sledila prva priložnost Zavrča. Poskušal je Kurbusa, je bil nenatančen, do konca prvega polčasa pa so se zvrstile še priložnosti domačih nogometašev. Najprej Zajc, nato Verbič in ob koncu prvega polčasa še enkrat Verbič ob podaji Zajca. V drugem delu pa so spet pritisnili najprej domači. Najprej je po podaji Verbiča do odbite žoge prišel Zajc, vendar je bil njegov zaključek nenatančen. V nadaljevanju je poizkušal novinec v celjskem dresu Ahmedi. Nato pa poizkus lanskega novinca v prvoligaški druščini Zavrča. Najprej Krajsinger poizkušal z kakšnih 20 metrov. Najlepšo priložnost za Zavrč pa je takole po podaji Matjašiča zapravil Smrekar. V 76. minuti srečanja pa so gostje prišli do vodilnega zadetka. Šafarič je z kakšnih 30 metrov natančno odmeril in takole zadev desni kot vratarja Kotnika in goste povedal vodstvo z 1:0. Gosti so dobili krila in po podaji Matjašiča je poskušal Cvek, je bil na pravem mestu vratar Kotnik, ki je žogo poslal v kot. Celjani so bili blizu izenačenja najprej v 89. minuti srečanja, ko je z 30 metrov natančno meril Ahmedi. Nato pa je sodnik Žgane zaradi prekrška Kurbusa nad Ahmedijem pokazal na belo točko. Odgovornost je v svoje roke prevzel ravno Verbič. Je bil novinec med vratnicama Zavrča, Ranilović na pravem mestu in tako nogometašem Zavrča priboril vse 3 točke. Končni rezultat srečanja na areni Petrol je bil Zavrč Celje 0:1. Lanski novinec med prvoligaški Zavrč je osvojil vse 3 točke v prvem srečanju nove sezone prve lige Telekom Slovenija. Prvi polčas nas je, kako se pravi, na život držal edino naš izvrstni Ranilović, vratar, ki je danes imel svoj den. In morda, ko je gleda tekmo, pravi, da smo mi imeli sreće. Ja, imeli smo sreće, ampak imeli smo sreće, ko smo na vratima imeli enega izvrstnega vratarja, ki je danes obranil praktički vse strele v gol in je danes osim celotne ekipe on sigurno najzaslužniji za te 3 pike. Ja, prvi polčas je Celje bilo zelo živo, zelo agresivno in tisti prvi polčas mi nismo igrali dobro, to moram reči po pravici. Imeli smo priložnosti s tistih 4 kontranapadi, ampak takšno igro boste pri Zavrču gledali, kajti nemo igrali neki pressing veliki na nasprotnoj strani. Bomo igrali čvrsto obrambu, danes vse to nismo predvajali, kajti to je še prvo kolo. Drugi polčas smo bili mi boljši v igri, ne od Celja, ampak naša igra bila je boljša. Celje je, ko je tekma šla proti kraju, padalo i niso već imeli toliko moći, tisto agresijo već niso predvajali in smo s tistim zadetkom, ki smo ga dali, dobili še dodatnu moč in ko se vse zbere, 1:0 je zmaga, ki smo si jo zaslužili, kajti smo celu tekmu garali, nismo klonili duhom, ali pa velim tisto srečo, ki smo imeli, veli se, da sreča prati pogumne in še enkrat moram poudarjati, osim zalaganja celega moštva, da smo imeli danes zelo razpoloženega Ranilovića, ki
ki je ipak najzaslužniji za te 3 pike. Pa jaz mislim, da zdaj pa res nekaj od ozgori že noče. No. Mislim, da če zdaj danes 4 štange, da se ena ne odbije noter. No. Ne, njim pa mislim, se ne reče, so imeli eno priložnost, ampak njim pa ena tista gre od štange noč, samo gledajte, to je fuzbal. Jaz bo pa v naslednjih tekmah nagradil, no. Jaz samo upam, da je unkaj gor dol, ko že da je pravičen, da nam bo to vrnil enkrat. Kako ste vi razočarani osebno zaradi zadnjega dejanja 11-metrovke? To se zgodi, to ni nič takega. Jaz bolj obžalujem prejšnje priložnosti, ta 11-metrovka. Že to, da greš streljati, imaš pogum in mislim, da mora Beni dati tam glavo gor, še velikih bo strelil v karieri, tako da nič posebnega. Vsi smo mu tudi rekli, da glavo gor in da naprej, drugič bo tudi strelil.